Projekt Rastoča knjiga, ki temelji na ideji kot pomniku knjige, simbolu slovenstva, letos obeležuje 10 let. V ta namen so v Državnem svetu Republike Slovenije pripravili slovesnost, na kateri so najzaslužnejšim za prispevek pri razvijanju in graditvi Rastoče knjige podelili priznanja. Idejni oče projekta je Novomeščan Janez Gabrijelčič, tudi eden od prejemnikov priznanja. Rastoča knjiga pojem ni bil znan ljudem, in seveda treba je bilo to nekako ljudem približati. In moram reči, da na začetku smo imeli lep odziv, ampak kar je ključno in kar moram poudariti, odzivali so se tako preprosti ljudi kot akademiki. Odzivali so se tako, če lahko rečem, levi naši ljudje kot desni. Projekt je nastal v prehodu v novo tisočletje, ob 10-letnici Slovenije, tisočletnici Brižinskih spomenikov, 450-letnici prve slovenske knjige ter 200-letnici Prešernovega in Slomškovega rojstva. Poleg Gabrijelčiča so priznanje prejeli tudi Mihael Glavan, Jože Zupan in Andreja Tomažin. V sklopu projekta so skozi desetletje pripravili niz razstav in koncertov, za izvedbo katerih so zaslužni prav prejemniki priznanj. Jaz sem se pridružil gibanju že v samem začetku in to je bilo pravzaprav priložnost, da smo v Kostanjevici prvo veliko razstavo naredili v samostanu Kostanjevica, ker jaz to Rastočo knjigo od vsega začetka razumem kot nekakšno zgodbo o slovenskem bivanju. Razstave pa je pripravljal tudi v tujini, kjer so ga vsi po vrsti spraševali, kaj je Rastoča knjiga. In je bilo treba nekako pojasnjevati, da če razumemo kulturo kot način bivanja, se pravi, da je v njej vse to, kar narod ustvari in doživi skozi čas. In veselilo me je, da so bile te razstave zelo odmevne, posebno ta največja v Münchnu. Ko sem 2003. leta postavil prvo razstavo, je oče, dr. Janez Gabrijelčič, rekel: boš videl, kako te bo še zaznamovala Rastoča knjiga. Takrat sem si mislil, kako me bo, če sem pa že v 3. življenjskem obdobju. Zupan se skozi poudarja zamisel, ki je v vseh teh letih zvest in se je uresničila. Če ne bomo spoštovali preteklosti in je ne bomo vtkali v sedanjost, potem ne bomo mogli načrtovati tudi prihodnosti. Poleg razstav so se na slovensko kulturno izročilo spomnili s številnimi koncerti. Tako smo leta 2001 začeli s koncerti z naslovom Sreča biser življenja po slovenskih manjših krajih. Prvi kraj je bil Šentjanž na Dolenjskem in potem 11 koncertov, 12 v kraju Radeče. Zbrali smo ogromno različnih skupin, predvsem ljudskih pevcev, po posameznih krajih, kjer so sodelovali s svojimi prispevki, prepevanji najstarejših, se pravi še nezapisanih pesmi, ki se resnično še danes razširjajo od ust do ust. Državni svet skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, Mestno občino Ljubljana, Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Narodno in univerzitetno knjižnico ter društvom Rastoča knjiga skrbi za razvoj projekta Rastoča knjiga v Ljubljanskem parku Navje, kjer stoji kip deklice z rastočo knjigo, ki ga vsako leto plemeniti nov verz in tako postane 2 centimetra višja. Rastoča knjiga je več kot knjiga, je skrinja narodne zaveze, je duh, ki se nad časom dviga, je zveza stalnica, ljubezen. So znamenite besede pesnika Toneta Pavčka, nagrajenca društva Rastoča knjiga leta 2008. Rastoča knjiga kljub isti višini se je strašno povišala. Postala je sončnica v tem delu Ljubljane, postala je sonce, v katerem se zbirajo ljudje, jo čuvajo. Projekt je medtem dobil mednarodni značaj s tako imenovanimi združenimi rastočimi knjigami sveta. Zdaj imamo 11 knjig iz 11 držav in seveda, če so to združene rastoče knjige sveta, bi si želeli, da zaujamemo čim več držav. To je en dolgoročen proces in ga bomo zagotovo razvijali naprej. To pa je le eden od izzivov, ki društvo čaka v prihodnosti.